Pozdravljeni v novi oddaji Ambienti, televizijski oddaji o lepoti bivanja. V naši družbi boste lahko uživali vsako soboto popoldan na prvem in ob nedeljah na drugem programu Televizije Slovenija. Kakšna je pametna hiša? Takšna kot običajne, ampak samo na pogled. V pametni hiši na primer lahko temperaturo vode v bazenu nastavite kar na poti domov. Vzamete telefon v roke in je zadeva urejena. Kakšno pa je resnično vsakdanje življenje v pametni hiši? To nam bodo razkrili Jaka, Nina, Emil, Bojana, pa še jezni Vili bo mogoče kakšno zalajal. Gospod Emil, kaj pametnega vam ponuja vaša pametna hiša? Pametna hiša je v bistvu izraz za moderne hiše, ki niso tako zelo pametne, kot ljudje mislimo, so pa zelo ubogljive. Mi jo predvsem uporabljamo tako, da imamo določene stvari, narejene scenarije, ki ubogajo naše ukaze. Primer, gremo spat, je en gumbek, s katerim spustimo vse rolete, ugasnemo vse luči, ali se pripeljem domov z enim gumbkom, lahko omogočim, da se mi razsvetli okolica hiše, dvignejo garažna vrata, razsvetli garaža. Skratka, pametna hiša nam omogoča na nek način daljinsko kontrolo. Se pravi, z telefonom, z tablico, z gumbi na steni lahko kontroliramo vse funkcije hiše. Smo si pa zamislili tako, da smo mi tisti, ki odločamo, kaj se bo zgodilo, tako da hiša sama nima prav veliko pameti, da bi se določene stvari same dogajale. No, razen kadar nas ni doma, seveda. Aha, takrat se pa dela, da je pametna, da veste, takrat se pa dela, da smo doma. Aha, dobro, pametno. Moje osebno mnenje, da najboljša stvar, ki smo jo pri tem naredili, je, da smo si priznali, da nimamo pojma o gradnji. Ker če to sam sebi priznaš, da nimaš pojma, potem se začneš učiti od niča. In ko sva midva z ženo avgusta leta 2011 obiskala 20 prijateljev, ki so gradili hiše v zadnjem desetletju in vsakega sva vprašala dve vprašanji. Kaj je dobrega, s čem si zadovoljen in pa seveda, kaj te moti, kaj ne bi ponovil. Tako sva dobila od 20 ljudi veliko dobrih idej, pa seveda opozorila, kje lahko narediš napako. In tako smo se potem lotili načrtovanja. Poleg tega smo se dobili še z vsemi mojstri, ki so kasneje kot izvajalci sodelovali, se pravi vodovodar, štromar in tako naprej, da so še oni povedali, kaj so stvari, ki jih je treba paziti pri načrtu, in potem smo se zelo temeljito in celovito lotili načrtovanja skupaj z arhitektko. Mi smo izrazili svoje želje, tehnične zahteve, arhitektka pa seveda je poskrbela, da je to lepo, funkcionalno in tako. Ani Vrhovec so natančno opisali svoje tehnične zahteve, ona pa jim je izdelala 3D model njihovega bodočega doma. S 3D očali so se ga ogledali kar na domači televiziji. Kot vidva, hiška od zunaj je načrtovana bila kot celota. Se pravi, kompletno vrt, okolica, živa meja, bazen, terasa, nadstreški, balkoni, skratka vsi zunanji detajli. In po tem modelu se zdaj lahko lepo sprehajava. Aha, samo zunanji ali tudi notranji? Ravno v tem je prednost tega, ker je načrtovanje celovito, zato da si hišo predstavljaš prav v celoti, kako bo izgledala. Takole prideva v notranjost. Kaj pa razmerja v hiši so realna ali je približek? Razmerja so popolnoma natančno na centimeter, tukaj imam gumb M, kar pomeni merilo in lahko vsako točko dejansko tudi izmeram. Vse dimenzije lahko na centimeter natančno preverim. V modelu so lahko precej nazorno videli, kakšni bodo njihovi kamin, miza, pult, omare, parket. Imamo hišo v 3 dimenzijah, po kateri se sprehajamo in dejansko smo ob načrtovanju družina sedela na kavču, takole z očali smo izgledali malo smešno in smo dobesedno v 3 dimenzijah se sprehajali po hiški, merili sobe. Ampak tukaj vidim zdaj steklena vrata. Kje jih imate v realnosti, ne vidim. V realnosti smo jih skrili tako, da so v steni skrite in da jih skoraj ne vidite. V dnevni sobi je očem prikrito še marsikaj. Naprimer, računalniška mizica, vtičnice, LED luči na stropu, električni kabli. Ideja je bila, kabli nam niso všeč, želimo hišo brez kablov. Čeprav je pametna hiša in ima vgrajenih 6 km kablov. 6 km? Ja, ne boste v hiši videli skoraj nobenega. Smo jih vse skrili in že to v fazi načrtovanja poskrbeli, da je vse izvedeno tako, da so kabli skriti. Nadzorujejo tudi senzorje okoli hiše, kamere, temperaturo vode, ampak življenje v hiši ne obstane, če odpove računalniška tehnologija.
ker je vse mogoče upravljati tudi ročno s stikali. Programiranje je sicer Emilov konjiček. Zelo domači so mu tudi standardi pasivne hiše. Ni sicer čisto pasivna hiša, ampak vseeno izolacija, okna, prezračevanje, to je vse izvedeno po pasivnih standardih in tako smo uspeli spraviti porabo na 1,5 evra na kvadratni meter na sezono, s čimer smo več kot zadovoljni. Kompletno ogrevanje recimo je izvedeno tako, da imamo talno ogrevanje, tako da ni nobenega radiatorja. Za samo ogrevanje hiše pa kot zanimivost kljub modi današnjih toplotnih črpalk uporabljamo kar zemeljski plin, ki je bil že na parceli in smo se odločili, da to naravno danost izkoristimo. Cenovno mogoče nekoliko dražja kurjava, zato pa po drugi strani toliko nižja začetna investicija in smo s to odločitvijo zelo zadovoljni. Srce pametne hiše smo spravili v eno omaro na hodniku. Zgleda pa takole. Običajna elektroomarica, polovica je čisto običajna, tako kot v vsaki hiši, običajne varovalke. V zgornjem delu se pa nahajajo moduli pametne hiše. Kot zanimivost, vedno obstaja tudi rezervna opcija, se pravi luč, lahko tudi ugasnemo ali prižgemo ročno, brez pameti, brez pametnega telefona. Seveda pa v vsaki hiši potrebujemo tudi komunikacije, zato smo si komunikacijsko omarico tudi uredili takole, da je lahko dostopna iz glavnega hodnika. Hkrati pa seveda je zadeva narejena tako, da ko je zaprto, da ne moti prebivalcev hiše. Emil in Bojana sta svojo pametno hišo načrtovala tako, da je vse prilagojeno potrebam družine. Tudi kuhinja. V njej imajo 3 pečice, klasično parno in mikrovalovno, pa tudi elemente, ki niso čisto običajni. V tej omari se skrivajo kuhinjske igrače. Kuhinjske, tako. In pravzaprav smisel te omare je, da vsi te aparati, ki so zdaj tukaj, niso v kuhinji. In se nam je zdelo to zelo praktično, ker tudi če dobiš kakšne obiske, lepo enostavno omaro zapreš, pa uporabi. Hočete reči, ko uporabljate kar v omari, ne dajete aparatov ven in je vse pospravljeno. Tako. Olajšali so si tudi vzdrževanje hiše. Tale sesalec je v kuhinji. Tale kjer? Vam ga bom tukaj le pokazala. Enostavno potegnemo ven in tisto, kar je za posesati, drobtine, ki jih je vse polno v kuhinji, se enostavno posesa. Kam pa gre to potem? To je centralni sesalni sistem, ki nam pravzaprav omogoča, da pač posesamo in gre to v zbiralni, tak veliko večjo posodo, ki je v garaži. Ja. Aha, se pravi, imate potem to vse nekako napeljan. Potem je verjetno tudi sicer po stanovanju imate take vtičnice ali kako? Tako je. Več vtičnic je, kjer je možno zbirati glede na lokacijo. In potem samo skačo se sprehajate in sesate po celem stanovanju. Tako. Ni pa treba po hiši zbirati umazanega perila, ker po jašku kar samo pade v utility. No, tole je naša spalnica. Spalnico smo si zamislili tako, da je v tem prostoru en sam objekt. In to je ogromna vodna postelja. Posebnost te postelje je pa to, da smo jo naredili tako, da izgleda, kot da lebdi v zraku. Se pravi, ta podstavek, ki mora držati težo postelje, smo tako skrili in ga oblekli v ogledala, da ga na prvi pogled ne vidimo in da izgleda, kot da postelja lebdi v zraku. Še posebej to zvečer pride do izraza, ko so prižgane luči in spodaj pod posteljo so seveda LED trakovi, ki osvetljujejo tja in dejansko izgleda, kot da neka vesoljska ladja visi v zraku. Drugače pa mi v tej postelji zelo uživava. Meni je pa posebej všeč to, da v sobi nimava elektronskih priključkov. To je res fajn. V sosednjem prostoru pa lahko predstavimo garderobni prostor, ki je zelo odprt, diha, tako da lahko vidimo vse obleke in je, bom rekla, zelo praktično. Zdaj na nekem delu lahko vidite, da je omara zaprta,
pred parimi meseci je bilo to vse odprto, zdaj sem se pa jaz nekako odločila, da en del omare zaprem, zato ker se je začel nabirati prah. In se mi zdi, da je zelo dobro, da smo to rešitev uporabili in zaprli omare. Ena od posebnosti te spalnice je ogromna vodna postelja Lectus, izdelana v Sloveniji. Posebno je pa zato, ker je tole hibridna vodna postelja. Na običajno vodno posteljo je namreč dodana posebna vzmetnica, zato je to hibridna postelja, ki nam omogoča izjemen spanec. Garderobni prostor je povezan s kopalnico, ki si jo Bojana in Emil delita z otrokoma. Sobi Jaka in Nine sta oddaljeni samo korak ali dva. Živijo, to je moja soba, v kateri imam svojo pisalno mizo, svoj računalnik, svojo jahto in pa moj velik svet. Tukaj je moja leteča postelja in tu v moji sobi je vse kvadratno in v zeleno-modri barvi. Tukaj je pa še moja omara, ker pojdimo pogledati, kaj se skriva v njej. Tukaj je v bistvu tak prehod in smo tukaj že v sobi od moje sestre. To je moja soba, je cela rozaste barve. Imam svojo vodno posteljo, mojo pisalno mizo, tablo, stol, na katerem piše Nina in ko se postelja preobleče, je lahko tudi vijolične barve. Imam klavir, ki sem ga včasih igrala, zdaj ga pa ne igram več. Moja soba mi je zelo všeč. Vsem v družini pa je všeč tudi njihova klet. Tako namreč pravijo velikemu večnamenskemu prostoru na vrhu hiše. Zanj sta se Bojana in Emil odločila potem, ko sta ugotovila, da bi bila zaradi strukture tal izgradnja prave kleti odločno predraga. V tem prostoru mi fitnesiramo na tekaški stezi in na kolesu, igramo nogomet čez celo podstrešje, igramo namizni tenis, mečemo pikado, se savnamo, gledamo filme na projektorskem platnu in plešemo v malem disku na našem podstrešju. Za dva je bilo stanovanja ravno prav veliko. Prišli so otroci in zdaj je premajhno. Arhitektka Mateja Cukala je našla rešitev. Mlad par iz okolice Ljubljane me je prosil za nasvet, kako preurediti stanovanje, da bo imel njihov malček in pozneje morda tudi njegov brat ali sestra svoj kotiček. Odločila sem se takole. V lepem dvosobnem stanovanju predsoba, kopalnica in spalnica ostanejo nespremenjene. Prenovili bomo dnevni prostor, ker lahko v njem otroško sobo naredimo z najmanj škode. Otroška soba potrebuje veliko naravne svetlobe in zračenja, zato bo ob oknu. Dnevni prostor pa je lahko podaljšek jedilnice ali kuhinje. Tako bo iz enega od teh dveh prostorov dobival tudi naravno svetlobo. Za vhod v otroško sobo smo morali narediti preboje in razširiti vhod v dnevni prostor. Odprte police med jedilnico in dnevno sobo, ob katerih stoji sedežna garnitura, dopuščajo zasebnost, hkrati pa prostor ostaja dovolj zračen in odprt. Osrednji del stanovanja, kjer je bila prej kuhinja, smo spremenili v jedilnico z veliko mizo. Miza je zdaj središče družinskega življenja,
Ob njej se družinski člani družijo, obedujejo, pišejo domače naloge in podobno, zato mora imeti jedilnica največ naravne svetlobe, obenem pa mora biti blizu tako otroške sobe kot kuhinje. Ta je sicer majhna, vendar je kabinet ravno prav velik, da je mogoče najnujnejše kuhinjske elemente postaviti vzporedno. Vrata so prosojna in drsna, ker je z njimi lažje popolnoma odpreti vhod v otroško sobo. Zaradi tega imajo otroci več prostora, starši pa ob kuhanju boljši nadzor nad otroki. Nizka omarica ob vhodu iz predsobe v jedilnico goste usmeri naravnost v dnevni prostor, zato nimajo neposrednega stika z jedilnico. Starša sta potožila tudi, da nimata dovolj garderobnega prostora. Če mizar izdela omare, ki segajo do stropa, in omare namestimo po vsej dolžini stene, od spalnice preko jedilnice do dnevne sobe, stanovanje ni videti prenapolnjeno, obenem pa je v omarah zares veliko prostora. V prenovljenem stanovanju je zelo pomembna tudi osvetlitev. Kadar je zaželeno, da se centralna stropna osvetlitev spušča in dviguje ter premika sem in tja, rada svetujem stropni Tolomeo, ker nudi tako delovno kot centralno osvetlitev. Za dodatno osvetlitev poskrbijo enostavna stenska svetila, ki so v jedilnici in dnevnem prostoru enaka. Z otroško sobo se lepo zlijejo okrogle stenske luči, ki zvečer nevsiljivo usmerijo snop svetlobe v strop. Ob posteljah so najbolj uporabna svetila z gibljivim vratom, osvetljene pa morajo biti tudi stopnice, ki vodijo do zgornjega ležišča, in izvlečna mizica. Tudi dnevni prostor bo prijetnejši, če bo v njem več stenskih svetil in ne enotna stropna razsvetljava. Ker pravo vzdušje v prostoru ustvari usmerjena ambientalna svetloba, nevidno vgrajene pohištvene luči niso primerne samo za stenske kuhinjske omarice, temveč tudi za police, ki delijo dnevno sobo od jedilnice. Odveč ne bo tudi namizna lučka za branje ob sedežni garnituri. V središču Škofje Loke se okoli starodavne hiše razteza visoko obzidje. Ko sprehajalca pot zanese mimo, si ne more kaj, da ne bi pomislil, kaj se skriva za tem zidom. To dvorišče ne deli usode številnih drugih po Sloveniji. Urejeno je tako izbrano, da spominja na grajski raj. Romantično središče Škofje Loke v sebi skriva prav nepričakovan biser. Za kamnitim obzidjem se v 500 let stari spomeniško zaščiteni hiši razprostira dvorišče umirjenosti, harmonije in spominov na grajske dni. Pogled obiskovalca najprej pritegne nekoliko dvignjena kamnita pleščad, zaradi katere se mu zdi, kakor da je stopil v središče starodavnega trga. Mimo okrasnih posod, v katerih se bohoti cvetje in zelenje, ga korak po kamniti poti vodi do kotička za romantiko. Tam ga pričaka okrogla kovinska mizica s stoli, s katerih se v pravem letnem času odpira pogled na prelesne cvetlice. Posedanje tukaj je na moč sproščujoče, le malo kaj skali umirjenost, tudi tekanje v hišo po skodilico kave ali prigrizek ne. Samo lučaj stran stoji letna kuhinja, ki je opremljena preprosto, a bogato dovolj, da je v njej mogoče pripraviti vse jedi. Med kuhanjem lahko gospodinja klepeta z gosti, saj je pod nadstrešnikom kuhinje spravljena dolga miza, ki kar vabi k druženju. Ko je hrane in pijače dovolj, gostje nimajo daleč do kotička, v katerega hodi tudi cesar sam. Saj je v bližini urejeno majhno, a nadvse priročno stranišče. V starem mestnem zidu so črna kovinska vrata in navidezno okno. Nič se ne vidi skozenj, se pa veliko zrcali, saj je namesto stekla v okvir vstavljeno zrcalo. Nihče ne more spregledati tudi, da je dvorišče z ravno pravšnjo mero nostalgije okrašeno starinami, denimo starim kolesom, koši, posodami in podobnimi izdelki.
Dvorišče ni le prostor romantike in umirjenosti, je tudi poklon slovenski kulturni dediščini. V novi, moderni soseski na jugozahodnem obrobju Ljubljane je stanovanje kupila družina z majhnim otrokom. Žan je z arhitektko Marjetko Pajk obiskal njihov dom. Domovi s številnimi majhnimi in temačnimi prostori so preteklost. Danes bomo pokukali v sodobno 95 kvadratov veliko stanovanje na obrobju Ljubljane. Osrednji prostor združuje kuhinjo, jedilnico, bivalni prostor in delovni kotiček in je srce doma v pravem pomenu besede. Gospa Marjetka, lep razgled in zelo dolg balkon. Ja, dolg je res in se razteza po celi dolžini stanovanja, tako da je prav iz vsake sobe, otroške, spalnice, dnevne in jedilnice izhod nanj. Dom mlade družine v moderni soseski na obrobju Ljubljane odlikuje vrhunska oprema in sodoben minimalističen dizajn. Meni se zdi ogromna kuhinja. Kako je padla odločitev, da bo tako velika? Ja, odločitev je padla pa izrecno zato, ker je prostor velik, veliko namembnosti ima noter in kuhinja ni mogla drugače biti postavljena kot po tej steni, da smo dobili čim večji izkoristek. Tako smo lahko vanjo umestili in hladilnik, in shrambo, in pomivalni stroj, štedilnik pač in vse, kar gospodinjstvo potrebuje. Pult in barva se zanimivo dopolnjujeta, tudi barva najbrž ni siva, kot bi kot moški rekel, najbrž ima kakšno ime. Saj ta barva je pravzaprav kameleon, zato ker se spreminja glede na svetlobo. Včasih je bež, včasih je rjava, včasih siva. Smo pa namenoma zbrali tako barvo, da deluje bolj toplo v prostoru in se navezuje na ostalo opremo. Tako velika kuhinja, ne? Pa samo ena vtičnica. Ja, pa ni samo ena vtičnica. Naša Anita je poiskala nekaj zelo domiselnega, tako da tja na koncu, če stopa, pritisne na tisto škatlo. Zdaj, da ne bo kaj skočilo ven. Ok, zanimiv detajl. Zadosti vsem potrebam tukaj. Pa še novodobni vtič ima, ne? USB priključek. Tako, ja, kuhinja ta prava. Pa stopiva iz kuhinje k jedilni mizi. To pa je bil premik, moram reči. Poglej, kakšen lahkoten kot, čeprav je miza z masivnega lesa. Kakšen les pa je to? To je pa oreh, ampak ta miza, veš, se tudi raztegne. Tako da, če pride kakšen obisk, je tukaj za vse poskrbljeno, da udobno sedijo. Tudi stoli so iz istega lesa. To so težki, ja? Ne? Ja, pa niso. Presenetljivo lahki. Kako se pa to doseže, da niso masivne stvari težke? Ja, zaradi tega, ker je tukaj polnilo, ni leseno, je oblazinjeno z naravnim materialom, tako da je samo ogrodje in to je to. Kaj pa omarica, da je isti les, ne? Ja, je bo kar res, imaš prav, dobro si videl oreh. Je pa res, da je tole vse kupljeno pri istem italijanskem dizajnerju, ker sta Anita pa Uroš velika ljubitelja tovrstnih italijanskih oblikovalcev. Ampak ni samo to od tam, tudi sedežna garnitura je iz iste trgovine. V velikem osrednjem delu je svoj prostor našel tudi delovni kotiček, ki ga zaradi bele barve skoraj ne opazimo. Zdi se mi, da počasi dojemam zgodbo tega stanovanja. Ujemanje mize in omarice, kavča in kuhinje. Ja, to je prava zgodba. Tukaj temelji na, poleg kvalitete, tudi na barvah. In te barve so otoplile minimalistične linije. Tako da je stanovanje dobilo neko toplino. Kaj ne bi bila prava barva za to stanovanje? Mogoče bela, ker ima zelo veliko svetlobe in bi to stanovanje delovalo preveč sterilno. S tem temnim barvam in lesom smo pa stanovanju dali neko srčnost, neko toplino. Dobro, kaj je bilo še poleg barve glavno vodilo pri izbiri kavča? Seveda najbolj pomembno je udobje in kvaliteta. In to skupaj z barvo sta Uroš pa Anita zelo dolgo iskala, ne?
In sta potem tudi našla pri istem proizvajalcu, kjer sta kupila tudi mizo, stole in to omarico. Ampak, ko sta kavč kupovala, sta tudi sprobala, če je res dober. In kako se ugotovi? Da sta se usedla na stik. Kjer jaz zdaj sedim. Tako. Namreč pri dobrih sedežnih garniturah oziroma polnilih, teh sedežnih, če je dober stik, ko se usedeš, ga ne čutiš. Bom zamižal in ga ne čutim. Tako, Se pravi, je dober kavč. Tudi ona dva sta izredno zadovoljna in vesela, da sta se odločila za to sedežno. Udobje občutiš, kvaliteto pa... Kvaliteta pa traja. Pa preveriš na stiku. Stanovanju daje poseben pečat skrbno izbrana dekoracija. Sliki v starih okvirjih in rumeno luč na delovni mizi je lastnica prinesla iz domače hiše v Goriških Brdih. Spoj starega in novega učinkuje prefinjeno, stanovanje pa deluje prijetno in nadvse udobno za bivanje. Vabimo vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Adijo in se vidimo v prihodnji oddaji, ko si bomo ogledali dom Tinkare Kovač in njene družine, z arhitektko predelali otroško sobo v 2 sobi za najstnika, se po Ljubljani ozrli z vrha Kristalne palače in spoznali, kako je mladi par stanovanje z malimi posegi spremenil v topel dom.